Člani kongregacije za nauk vere so se danes ob zaključku plenarnega zasedanja srečali s papežem Frančiškom. Ta jim je spregovoril o pomembni vlogi kolegialnosti pri opravljanju njihovega dela, v ospredje pa postavil tudi pomen komplementarnosti med hierarhičnimi in karizmatičnimi darovi. Najprej pa je spomnil na jubilej usmiljenja. Nahajamo se v svetem letu usmiljenja, je papež začel svoj govor in izrazil upanje, da bi v tem jubileju vsi člani cerkve prenovili svojo vero v Jezusa Kristusa, ki je obličje očetovega usmiljenja in pot, ki združuje Boga in človeka. Vse krščansko ljudstvo bi naj v tem letu v središče postavilo telesna in duhovna dela usmiljenja. Ob koncu življenja se nas bo vprašalo, ali smo dali jesti lačnemu in piti žejnemu, in tudi, ali smo osebam pomagali priti iz dvoma, ali smo grešnike opominjali in jih spodbujali, ali smo se borili proti nevednosti, predvsem tisti, ki se nanaša na krščansko vero in dobro življenje. Papež je spregovoril o nalogah kongregacije in najprej izpostavil skrb za celovitost vere. Krščanska vera ni samo znanje, ki ga je treba ohranjati v spominu, ampak je resnica, ki jo je treba živeti v ljubezni. Zato je skupaj z naukom treba varovati tudi celovitost navad, predvsem v bolj krhkih življenjskih okoljih. Priličenje vere Kristusovi osebi obsega tako dejanje razuma kot moralni odgovor na njegov dar. Skrb za celovitost vere in navad je zelo delikatna naloga. Za dobro opravljanje tega poslanstva je zato pomembna kolegialna prizadevnost.